Danes imamo z nami predstavnika Rdečega križa, generalnega sekretarja Mariborskega Rdečega križa, gospoda Metoda Dolinška. Govori v imenu Rdečega križa in v imenu Karitasa. Predstavnik Karitasa je danes žal zadržan, zato zdaj predajem besedo gospodu Dolinšku, ki bo strnil svoje vprašanje za predsedniške kandidate skozi to prizmo. Ja, dobrodošli v Mariboru. Začetek. Delujemo na področju, kjer živi cirka 180 tisoč ljudi, podpiramo 45 tisoč ljudi. Vsakega četrtega. Dobro jutro. Zdaj pa par konkretnih komentarjev in potem kakšno vprašanje. Zdaj, imamo 2. člen Ustave, ki pravi, da smo socialna in pravna država. Ustava naj bi bila tisti akt, ki ga vsi spoštujemo. Zdaj pa konkretne zgodbe, ki jih imamo v tem mestu. Zdaj je jesen, začeli smo kuriti. V centru mesta se je kvaliteta zraka že poslabšala. Zakaj? Zato, ker ljudje začnejo kuriti vse, kar jim pride pod roko. Nekateri cele zime preživijo v hladnih, neogrevanih prostorih. Druga zgodbe. Ljudje živijo v socialnih stanovanjih, jih ima socialni sklad, daje na razpolago, pa so stroški bivanja višji, kot so njihovi finančni prihodki. Tretja zgodba. Imamo svojce naših veteranov ali pa drugih žrtev za našo osamosvojitveno vojno, kateri se obračajo na Rdeči križ. Oni so vsako leto pri predsedniku oziroma predsednici, je še nismo imeli, nažalost, na sestanku in oni jih napotijo na humanitarne organizacije. Četrta zgodba. Imamo v tem mestu ljudi, ki so kljub visoki starosti, preko 70 let, še vedno izbrisani in kot taki jim naša država ne omogoča nobene pomoči. Živijo v hiši za brezdomce. Zdaj pa vprašanje. Prvo, kaj ste do zdaj vsak od vas v svoji poklicni ali politični karieri naredili pač za te stiske teh ljudi, za razreševanje stisk teh ljudi? In drugo vprašanje, kako mislite javno podpirati solidarnost med nami Slovenci? Namreč v praksi je tako, tisti, ki nimajo, so solidarni. Tisti, ki pa imajo, govorim o osebah in o korporacijah, tisti pa ne dajo. Ali boste podpirali javno sistem, ki bi omogočil davčno stimulacijo, da bi tudi, če že osebnostno ne moreš nagovoriti njih, da bi jih davčno stimuliral, da bi pomagali nam humanitarnim organizacijam pri delu. Vprašanje, kot je rečeno, zastavljam v imenu Rdečega križa in v imenu Karitasa. Mi v Mariboru delujemo na istem dvorišču, sodelujemo. Zakaj? Zato, ker sem vam rekel, vsak četrti rabi pomoč. Gremo kar v krog. Gospod Pahor, začnemo tukaj z vami. Prosim za strnjene odgovore. Prosim, gospod Popovič. On bi bilo fajn, Izvolite, da se obrne. Gospod Popovič, izvolite. Ne, sej ni lahko do druge. Izvolite. Okay. No, jaz se strinjam. Gledajte, ker ko je končal prej Borut Pahor, jaz sem imel občutek, da ne vemo, kam z denarjem. Jaz sem občutek, da on pripelje v našo državo vsako leto, če sem prav razumel, 600 do milijardo samo iz strani Rusije. In ne, govorim, vsak četrti. Osredotočimo se vendarle na to. Ja, ne, se osredotočamo na to. Se pravi, zdaj pa nam je lepo predstavnik Karitasa povedal in Rdečega križa, da pač vsak četrti je reven. Ali nisem prav razumel? Vsak četrti rabi pomoč, sem prav razumel. No in glede na to, da je gospod Pahor bil predsednik parlamenta, predsednik vlade, predsednik države, kaj je bil poslanec, ne vem, kaj še vse ni bil, ne vem, zakaj je taka situacija, verjetno ni zaradi teh ljudi ali pa zaradi mene, ki sem župan Kopra. Tako da dejstvo je, da tukaj nekaj narobe, nekaj hudo narobe in ni res, da je tako, kot pravi gospod Pahor, niti slučajno ni tako. Je pa treba, da gremo, da spremenimo, da gremo s korakom učinkovitosti. Naša država je absolutno neučinkovita. Ker je neučinkovita gospodarsko, imamo take probleme, ker ne moremo razdeliti dovolj denarja. In tudi socialo mi delimo ta kolač, ki imamo socialo, da sem ogromno naredil kot župan mestne občine Koper, sem na tem področju ogromno naredil, to dobro vejo vsi, Rdeči križ in Karitas in podobne, in kot predsednik države se bom trudil, da se bo gospodarstvo, da se bo učinkovitost države znatno povečala in socialno problemov ne bomo imeli več. Moramo priti do tistih penzij, ki smo rekli minimalno penzijo, že zdaj so nam obljubili 1000 evrov, že zdaj so nam obljubili, niti videli nismo to, niti pogovarjamo se več o tem, 1000 evrov je tisto prava meja in moramo priti do tega čim prej. In da bomo prišli do tega, rabimo dvigniti gospodarstvo in učinkovitost. To ni kaj. In ravno tako tudi najnižje plače. Moramo priti na 1000 evrov. Pika. To je dejstvo. Smo v razviti Evropi, smo del razvite Evrope in to je minimum. Poglejte, druge države na zahodu imajo neprimerno više plače. In tako je. Pač stroški so taki. Gospod Pahor, vendarle zdaj neposredno je kar nekaj besed letelo na vas. Izvolite. Mislim, da je zelo pomembno, da kandidati za predsednika republike
povemo, da so naše pristojnosti omejene, da bom povedal stališče, ampak da spričo naših izjav niso pričakovanja do predsednika republike prevelika pri gospodarski politiki in socialni in drugih. Predsednik republike lahko zelo veliko stori, nima pa neposredne pristojnosti, da vodi ne gospodarsko, ne socialno politiko. Državo vodi vlada, predsednik republike jo predstavlja. Na svojih 840 obiskih izven Ljubljane po Sloveniji sem lahko dobro razumel, da je nekaj več optimizma in nekaj več vere v prihodnost med ljudmi po koncu krize, vendar pa tudi na sprejemu humanitarnih organizacij ob koncu leta slišim zaskrbljujoče podatke, še enkrat več. Leta 2015 je bilo vsaj enkrat, vsaj enemu, na različen način v Sloveniji pomagano v enem letu 733 tisočkrat. Torej, ta podatek je seveda osupljiv. To pomeni, da gremo iz krize, vendar ne vsi enakomerno. Dejansko to kažejo tudi statistični kazalci. Sicer smo še vedno med državami, ki imajo dohodkovne neenakosti, med tistimi, ki imajo te najmanjše, celo na vrhu smo, vendar pa se je izkazalo, da so socialne razlike po krizi večje, kot so bile pred krizo. In to seveda ljudi jezi, ker menijo, da to ni vedno plod dela in znanja. Gospod Šarec, konkretno, kako lahko predsednik, zdaj ste kandidat, spodbuja solidarnost med ljudmi? To je vprašal gospod Dolinšek. Tukaj pa ne morete reči, da predsednik nima ne pooblastil in nima tudi ne vloge. Zlasti predsednika vidim kot promotorja vsega, kar je koristno za to državo. In predsednik mora pozvati k solidarnosti zagotovo in mora na to tudi opozarjati, ker če bomo solidarna družba, potem smo vredni tega, da imamo državo, če pa nismo solidarna družba in ne poskrbimo za tiste, kot smo slišali, ki so to državo praktično osamosvojili, pa danes brskajo po kantah in pa tudi družinske razmere marsikje so zelo težke, to sam vidim v Kamniku, vsak prvi četrtek hodijo k meni občani in v Kamniku recimo smo uvedli topli obrok brezplačni, potem pravno brezplačno pomoč za te ljudi in še marsikaj. Ampak predsednik je tisti, ki mora ne samo opozarjati vsak dan kar tako nasplošno, bodimo prijatelji, sezimo si v roke in lepo je in optimistični smo, to ne bo nič pomagalo, potrebno je sprejemati takšne zakone, da do tega ne bo prihajalo. Do tega pa ne bo prihajalo, ko bo zakonodaja na vseh možnih področjih taka, ki bo državljane omogočala, ne pa onemogočala. To je bistveno. Slovenija je socialna država, to je ustavna kategorija. Gospa Makovec, kaj kot predsednik narediti, da Slovenija ne bo tolikokrat v navzkrižju z slovensko ustavo? Jaz bi morda vseeno reflektirala na gospoda iz Rdečega križa, kajti sama se tudi zavzemam za to, da se davčne sprostitve naredijo tam, kjer gredo lahko sredstva neposredno v res pomembno in primerno uporabo za posameznike, ki so na socialnem robu. In res je, struktura izboljšanja statusa posameznika ni enaka drugemu. In to se nam v Sloveniji dogaja, pa ne le v Sloveniji, tudi v okolici. Ravno tako si prizadevam za to, da bi lahko na drugih področjih, kot je športno, kulturno področje, razbremenili tisti del, ki bi doprinesel neposredno v razvoj, torej posamezniku, tudi prostovoljcu na koncu. Kajti velika večina teh področij je pravzaprav podprta številnimi prostovoljci v naši družbi, kjer sistem ali pa tudi zakoni še ne dovoljujejo, da bi lahko država delovala tako, kot more. In jaz kot predsednica bom to absolutno spodbujala, pa ne le to. Tudi želela bi, da se sliši glas vseh tistih, ki najbolj doprinesejo prav na tistih področjih, kjer morda država ali pa sistem odpove. In glas Rdečega križa se je do sedaj izkazal kot enega ključnih, pa ne le glas Rdečega križa, tudi vseh ostalih, ki so podporniki tovrstnih, predvsem humanitarnim in neprofitnim organizacijam. Gospod Toms, gospod Novak, še... Začetek zelo konkreten odgovor na zelo konkretno vprašanje. Ja, poznam davčno problematiko tudi takšnih organizacij in z tega vidika podpiram takšne predloge, kot jih imate vi. Mislim, da bi bili zelo koristni v tej državi. Ampak kot predsednik države, jaz mislim, da je prav, da na socialnem ali pa kateremkoli, prej smo gospodarskem področju govorili, najprej vemo, zakaj gre. Vemo, kje je pravi problem. In jaz mislim, da pravi problem ni v tem in njegovo reševanje, kako v tej državi zagotoviti še
boljše pomoči strani Karitasa in še več socialnih pomoči strani države. In se moramo vprašati, pa zakaj imajo ti ljudje v naši državi pokojnine pod 400 evrov, pa minimalno plačo 500 evrov. Zakaj je temu tako? Ne? Mi smo prebogata država, naše gospodarstvo je predobro in preveč sposobno, da bi lahko ljudje potem živeli na takšnem življenjskem minimumu. In odgovor seveda je, da ta denar, ki ga podjetja zaslužijo, nekam odteka očitno. Odteka pa v napačne kanale, ne v plače ljudi, ker jim država preveč pobere preko obveznih davkov in prispevkov in seveda odteka to tudi preko drugačnih kanalov, kriminalnih kanalov in tako naprej, o čemer vemo. Najboljša sociala je zdravo gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Novak. Žal mi je, da je v Mariboru in okolice toliko socialnih problemov. Menim, da je to posledica tega, da so bili tukaj veliki giganti, kot naprimer MTT tam in druga podjetja. Tudi moje 4 tete so delale v MTT-ju in vem, kako slabe plače so imele ob nočnem delu, v večjih izmenah in tako naprej. Seveda imajo ti ljudje sedaj imajo slabe pokojnine. In kaj moramo storiti? Dobro gospodarstvo, dobro delujoče gospodarstvo je najboljša socialna politika, kar sem že nekajkrat danes poudarila, da imajo ljudje zaposlitev. Država pa pomaga tistemu, ki je bolan ali ne more delati ali v vmesnem obdobju, tam je socialna država. Sicer pa, če ne bi država vložila 5 milijard v banke, državne banke, kjer je bil denar pokraden ali pa zelo slabo so podeljevali slaba posojila, bi lahko imeli boljše pokojnine, več denarja za socialne pomoči, za štipendije, za družinsko politiko in tako naprej. In vse je povezano, zato so pa tudi nujne različne reforme, kot je pokojninska reforma, reforma zdravstvenega sistema, davčna reforma in tako naprej. Potem pa tudi ne bo potrebno toliko denarja. Kot predsednica države bom pa še naprej tudi pomagala ljudem v stiski, nočem se s tem hvaliti, ampak zgled je pomemben in potreben in tudi sedaj se za to trudim.